Vaše znanje lahko na podjetje prenesete na dva različna načina. Poznamo licenčne pogodbe in prodajne pogodbe. Glavna razlika med licenčnimi in prodajnimi pogodbami je v tem, da pri licenčnih pogodbah mi še vedno kot imetnik ostanemo imetnik in podelimo licencojemalcu zgolj pravice, da gospodarsko izkorišča predmet licence. Pri prodajni pogodbi pa je razlika v tem, da mi v celoti prenesemo pravice intelektualne lastnine na podjetje in se s tem seveda odpovemo kakršnim koli in uporabi in razpolaganju, ostane nam mogoče samo še uporaba za raziskovalne in izobraževalne namene. Ker so licenčne pogodbe v praksi pogostejše in tudi rahlo bolj zapletene od prodajnih pogodb, bi vseeno malo pogledali še glavne značilnosti licenčnih pogodb. Glavna značilnost licenčnih pogodb je ta, da mi podelimo dovoljenje za uporabo oziroma gospodarsko izkoriščanje, pri tem pa seveda moramo biti zelo konkretni, kaj vse takšno dovoljenje obsega. Zato pri licenčni dostikrat, verjetno ste že slišali za izraz izključna ali neizključna licenca. Izključna licenca pomeni, da damo licencojemalcu izključne pravice, kar pomeni, da ne moremo dati pravic tudi tretjim osebam in celo več. To pomeni tudi, da sami običajno ne bomo smeli uporabljati tega. Neizključna licenca pa pomeni seveda, da imamo lahko takih licencojemalcev več in včasih tudi to, da lahko sami uporabljamo še naprej predmet licence. Potem naprej, lahko jo časovno omejimo. To se pravi, lahko podelimo licenco naprimer samo za 10 let. Lahko jo podelimo za 20 let. Če imamo patent, jo bomo običajno podelili za čas veljavnosti patenta. Nadalje lahko licenco omejimo glede na teritorij. Lahko naprimer rečemo, da damo nekomu pravico uporabe samo v Sloveniji. Lahko rečemo, da lahko uporablja v Evropi, lahko samo v Ameriki. Lahko torej podelimo izključno licenco nekomu za Ameriko, nekomu za Evropo. To so potem vse možne kombinacije. In še ena zadeva, ki mogoče ni tako znana, je pa v praksi tudi zelo uporabna in nam omogoča, da res maksimalno iztržimo iz našega znanja, je pa seveda omejitev glede na področje uporabe. Naprimer, lahko rečemo, da se lahko posamezna tehnologija uporablja samo na področju zdravstva ali pa samo na področju avtomobilske industrije. Nekomu drugemu pa podelimo potem izključno pravico za uporabo na področju varovanja okolja. Tako da tukaj imamo različne možnosti in zato je dobro, da pri pogajanjih upoštevamo, da so vse te možnosti mogoče in tudi omejimo licenco tako, da na nek način omogoča podjetju čim več pravic, po drugi strani pa da tudi nam omogoča, da čim več držimo še enih pravic. To se pravi, kar ni v njihovem interesu, tega jim ne damo in lahko potem ponudimo nekomu drugemu.